Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, katere pasti se lahko ujamete, če ste predober človek. No, zdaj, če pogledamo tipičnega slovenskega človeka, ali pa predvsem slovensko žensko, pač vzgojeni smo na ta način, da prvo, krščanstvo. Z dobrimi deli si nabiramo zaklade za v nebesa. Se pravi, delaj dobro drugim. Absolutno se strinjam. Potrebno je delati dobro, ker kar dajemo, se vrne nazaj. Ampak če smo predobri, tukaj se pa lahko ujamemo v past. Zdaj, če gledamo prav to izročilo Svetega pisma pa krščanstva. Prva zapoved, 10 božjih zapovedi, je povezano z ljubeznijo do sebe. Ljubi svojega bližnjega tako, kot ljubiš samega sebe. Kaj je že to? Ljubiti samega sebe. No ja, tukaj se pa lahko hitro ujamemo v past. In ta prva past je povezana s tem, da smo, recimo, v tujini temu rečejo materinski sindrom. To pomeni, da ta materinski sindrom, ker v bistvu mama, tiste, ki smo mame, dobro veste, kako izgleda, ko enostavno najprej poskrbiš za otroka na račun svojih potreb, na račun svojega spanja, ker je normalno, da poskrbiš najprej za otroka, ker je pač nemočen. Ampak potem, ko pa otroci odrastejo, je pa nekje treba narediti nek rez in tudi prerezati popkovino in dovolj temu otroku, da pač raste, da se razvija in ne nazadnje, da je odgovoren za svoje odločitve, ker mi starši nismo 100% odgovorni pač za svoje odrasle otroke, da se razumemo. Mi, ki imamo odrasle otroke, nismo več odgovorni za njihove odločitve, ker so to pač odrasli otroci. In po knjigi 7, oziroma Otroci so iz nebes, notri imate čisto lepo razdeljen. Prvih 9 let ste odgovorni za otroka, naslednjih 9 let do 18. leta kontrolirate, držite roko nad njim in od 18. leta do 27. leta mu pomagate, če vas prosi za pomoč, nikakor pa ne rešujete njegovih težav. No, problem pa je, ker nekateri, sploh vemo, da je tukaj velik problem, da se ujamemo ali pa ujamejo ljudi v past, da želijo vedno pomagati svojemu otroku, nekako se bojijo izgube otroka. No, v glavnem. Kaj se zgodi, ko vedno znova ponujaš roko ljudem in vedno znova naletiš na odnose, ko enostavno ljudje jemljejo več, kot pa ti dobiš nazaj. No in to se lahko zgodi, recimo v kakšnem odnosu, da ste vi recimo otrok, pa vaša mama ali pa oče, večkrat mama, vam da občutek, da boga jaz, ko sem vas rodila, ko sem te rodila, ko sem te nosila, ko sem te... In zdaj si pač ti meni dolžen dajati nazaj to, kar sem jaz tebi dala. In to je v bistvu neko suženjsko lastništvo, se pravi, ti si dolžna skrbeti za mene. No in prav to, komu ste vi kaj dolžni? No in jaz sem pač potegnila karte prehodu na vodovo in prva karta je prišla lepota in vam bom prebrala sporočila. Se povsod lahko opazim lepoto stvarstva. Lepoto vidim v sebi, v drugih in v naravi, ki razveseljuje mojo dušo. Ko se zazrem v svoj obraz, lahko opazim lepoto. Dovoljujem, da se vsak dan več lepote izrazi preko mojega obraza. Luč sije skozi mene in se dotika ljudi okoli mene. Občudujem se ženske sveta in blagoslavljam vse matere sveta. No in prav ta lepota. Zdaj sem pač se družila z določenimi ljudmi, ki je bilo tako zanimivo, kako je šlo na obsojanje ljudi, ki so drugačni. Se pravi, ljudje, ki imajo prekomerno težo. Jaz sem delala včasih to. In je bilo to, poglej, kakšna je. Ampak na koncu, to obsojanje, jaz sem opazovala te ljudi, ki je bilo tako, kakšna zgleda. To ljudje čutimo. Mi ljudje čutimo obsojanje drugih ljudi.
Točno pomislite, ko vas nekdo obsoja, ti se obrneš v tej smeri in zaznaš to energijo. V glavnem, to obsojanje je pa povezano, ko mi druge obsojamo, kaže na stanje v nas. Se pravi, ko pri drugih se ukvarjamo, kakšni so drugi, pomeni, da imamo še več sranja sami s sabo. Ampak je mogoče naše to sranje preveliko in se je bolj varno ukvarjati pač z drugimi ljudmi. No in to je prva zadeva. Lepoto paziti v sebi. Zdaj pa ta lepota v sebi. Glede na to, da je obraz zemljevid naših čustev. Na našem obrazu se pač odraža vse. Vsi notranji organi se poznajo na našem obrazu. Zdaj, za droben vpogled v to, kako v bistvu telo govori z nami, to sem dala v knjigo, ko imajo čakre žur, obraz je zemljevid naših čustev na strani 32. No in v glavnem, ko pogledamo, recimo, kdor ima globoko gubo na sredini med obrvmi, to kaže, da ima slab želodec in da slabo prebavlja ljudi okrog sebe. Ampak naslednja zadeva, lahko pa ne prebavljamo dobro svojih odločitev. In lahko pogledamo, to je povezano tudi z jezo. Jezna sem sama nase. Jezna sem sama nase, ker mogoče ne zmorem narediti nekih korakov. Razmere v svetu me jezijo. Ali pa na živce mi gre prav določen odnos z določeno osebo. Potem dve gubi tukaj med obrvmi kažeta na slabše delovanje jeter. In v glavnem, lahko preverite z mišičnim testom. Strah me je prihodnosti, ali pa določeni osebi ne morem zaupati, ali pa sebi ne morem zaupati, ali pa določen odnos se mi gabi. Prav tako, ne morem več. In vsakič, ko pomislite na to osebo, dve gubi med obrvmi. V glavnem gre se za to, da začnemo prepoznavati sporočila našega telesa. Zdaj pa pojmo mečkaj na težo. Če imate prekomerno težo in nikakor ne grejo določene kile stran, se vam je ustavno in ne gre, spet kaže na to, da je nek odnos v vašem življenju, ki je povezan z neko karmično lekcijo in enostavno vas utaplja. Pravila reševanja poznamo. Reševanje, ko nekoga rešuješ, recimo, če ga bi reševal iz vode, počakaš, da se utrudi in šele potem ga lahko rešiš, ker v nasprotnem primeru te bo potopil. Ali pa recimo, ko greste na avion, ko stevardesa razlaga pravila reševanja. Če zmanjka kisika v avionu, najprej natakneš sebi masko s kisikom in šele potem pomagaš drugim, ker ne moreš pomagati drugim, če ti zmanjka kisika. No, in prav zaradi tega pripravljam zdaj tole šolo, tečaj čiščenja podzavesti, ki je povezan s tem, da ko narediš notranjo transformacijo, se to pač odraža tudi na zunanjem počutju telesa. Vam povem zdaj en primer. Ena gospa je bila pri meni na svetovanju in v glavnem vedno jo boli noga, desna noga, pač velike bolečine v nogi, ampak tako močno take bolečine, da komaj hodi. In se je po tem energijski plati pokazalo, da je dobesedno priklenjena na energijo svoje mame in da je zadaj zaobljuba, da bo svojo življenjsko energijo služila svoji mami. No in preko tega tečaja, ki ga pripravljam, začnemo jutri zvečer, bomo dejansko šli preko zaobljub. Kaj imam tam zadaj, kar moram počistiti? Zakaj neka ali bolečina v telesu vztraja? Ali določena teža vztraja? Ali določene zadeve, pač fizične težave v mojem življenju vztrajajo? Zaradi česa? Kaj se učim? In bomo preko meditacij šli počistiti to in bomo naredili ključne korake naprej, zato da se osvobodite. Ne govorim samo to, da se osvobodite od večne teže, ampak gre se za to, da sprostite neke kode, ki vas zadržujejo, da ne morete iti nazaj. In ko mi to pač osvetlimo, se sprosti ta prostor. V glavnem, druga zadeva, recimo, kje se lahko ujamete pri tem, ko ste predober. Odvisniški sindrom. Se pravi, jaz sem zasvojena s tem, da moram reševati druge.
to sem jaz prišla do zaključka, da sem bila, nisem več. Ampak mi je bilo tako, da potrebo imam potem, da rešujem nemočne moške. In zato sem normalno imela okrog sebe pač ljudi, predvsem vsi ti moji partnerski odnosi, so bili povezani z nekim nemočnim moškim in jaz sem dovolj močna, da bom rešila. A ne? In to pomeni, takrat je ženska pač, ko rešuje v moški energiji. Ampak ženske, ki smo v moški energiji, se nam tvori stresni hormon. Stresni hormon povzroča prekomerno težo. No in v tem tečaju vas bom učila, drage dame, kako se postaviti v to žensko ravnovesje in kako spodbuditi prav te ženske hormone, da usvetijo vašo notranjo harmonijo in ta vaša notranja harmonija bo povzročila, da boste vedno boljše in vedno več teh dobrih hormonov. No zdaj mogoče pomislite, jaz samo meni, pač te moji hormoni ne delajo več. Ne, vaše hormone, te ženske, naše hormone, ženske, ki smo omeni, prevzame nadledvična žleza. In nadledvična žleza je pa zelo občutljiva na stres. In kakor smo preveč v stresu in ga ne zmoremo zmanjšati, sploh v večernih urah, dobesedno povzroča, da ta stresni hormon izklaplja ženske hormone. Ne gradi se, ne gre. In sploh, ko ste v mini, rabite še več miru svojih ritualov. Morate pač počistiti te ključne kode, kako moraš biti dobra ženska, kako moraš ugajati in tako naprej, ker v nasprotnem primeru naenkrat postaneš stara s prekomerno težo, skup težav. No in v glavnem, naslednja karta je prišla pavranična čakra. Dovoljujem, da je moj svet miren. Sebi dovoljujem, da občutim mir. Zadovoljstvo je moja izbira. Zadovoljstvo je tvoja izbira, ki zdaj tole poslušaš. V vsakdanjem življenju lahko najdeš drobna zadovoljstva in v ljudeh zlahka najdeš lepe lastnosti. No in tukaj naj dodam, če ne moreš najti dobrih lastnosti v nekem odnosu, v nekem človeku, pač dovoli, da ta odnos gre v najvišje dobro tvoje duše, naj se razvija. Zato, ker vsak dela najbolje, kar zmore in kar zna. In tudi ljudje, ki so te razočarali, ki te vsak dan znova razočarajo, delajo najbolje, kar zmorejo in kar znajo. In te ljudi lahko blagosloviš v imenu Kristusove ljubezni in jim dovoli, da odidejo iz tvojega življenja. No in v tej moji šoli, ki jo zdaj pripravljam oziroma tečaju, 6-tedenski tečaj, dejansko bomo delali določene meditacije, ki so povezane z rezanjem eteričnih vezi, ampak še bolj kot eterične vezi so povezane, jaz vidim te energije kot verigo, kot ketno, ki te veže. Ampak te ketne so okrog zapestja, okrog gležnja. In tisti, ki predelujemo v tem življenju neko suženjsko energijo, dejansko imamo na energijskem nivoju ketne. Ko sem jaz to pri sebi čistila, mene je tle noter tako bolelo, sem mislila, da mi bo roko utrgal. Ampak fizična bolečina se je sprostila. Zdaj, kaj se zgodi, lejte, če tega ne počistite, boste rekli, jaz imam krpalni kanal, kakšne težave imam s krpalnim kanalom. Tudi če greste na 10 operacij, vam ne bo pomagalo, zato ker je tukaj energija. Tukaj imate energijo okrog, energijo suženjstva. Tukaj. In kolikor časa tega ne boste počistili, se vam vnema živec, imate težave in mrtvinči celo roko, zato ker se na energijski ravni nečesa oklepate. In preko tega gremo, da vam pomagam, kaj je tisto, da sprostite. In potem, ko delamo te meditacije, tudi v okviru z vijoličnim žarkom očiščenja in z angeli vijoličnega plamena, vam povem, da se tako močno čisti energija, da enostavno ljudem krpalni kanal, to vnetje, zgine. Ampak zgine, ne da se počasi zdravi, zgine. Tako da res nevredno. In naslednja karta je prišla prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo je povezan s poročilom.
Čeprav ta trenutek še ne vidiš, se na obzorju kaže nov dan. To so sporočila s kart prehodov na novo dobo. Zavedaj se, ti, ki tole poslušaš, da ti pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v tvoje življenje obilje na vseh ravnih. Bodi potrpežljiva, se je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način in to s hitrostjo, ki je pravšnja za tebe. In zavedaj se, da tebe podpirajo vse svetle sile. Ampak vse svetle sile. Tvoja duša navija za tebe. Tvoja duša želi, da narediš premik naprej, ampak če so zadaj zaobljube iz preteklih življenj, si zvezana. No, potem recimo naslednja past pri teh korakih je, da dejansko si zvezana, ker zdaj ta energija zvezanosti iz preteklih življenj mi gre naprej. Se pravi, ta energija zvezanosti iz preteklih življenj je povezana s tem, da enostavno ne zmoreš. Nekje v tebi noter kriči, da boš naredila korak, no moja Karla mi spet pomaga, in enostavno ne zmoreš čez strahove, ali čez zaobljube, ali pa čez občutke krivde. No, in zdaj pojmo pogledati, recimo, da je to odvisniški odnos, da imaš recimo nekoga, ki je zasvojen. Ti zasvojencu ne moreš pomagati s tem, da mu daješ denar za alkohol ali za droge. Ti zasvojencu ne moreš pomagati s tem, da ljubeče rečeš, ja pa se je normalno, da se utaplja, ker je imel ali pa imela težko otroštvo, s tem ne pomagaš. Pomagaš samo s tem, da jasno postaviš meje, ampak dokler imaš kodo izgube, ne vem, če predeluješ iz enega drugega življenja neko kodo sirote, ne zmoreš narediti koraka. No in kaj se pa zgodi? Čustveno se začneš utapljati. In ko se začneš čustveno utapljati, te dejansko te energije potopijo. In ko te potopijo, Karla, ko te potopijo, v glavnem se dobesedno ne moreš več dihati. Zanimivo, bolj, ko govorimo o utapljanju, bolj se Karla kaže. V glavnem, tale naša mucka je zanimiva, ker moja Anja pravi, da je to angel Karel. Tale naša Karla, pač kot da bi bila neka duša človeka noter v tej mucki in je tako neverjetna, ker spremlja, res je neverjetna. No, v glavnem, zanimivo je, da ko se začnejo, te energije zdaj so tako močne, ko vas začne potapljati, enostavno, ko ne morete več dihati. Prvo stvar boste mogli začeti odstranjevati bremena. Ampak bremena so čustvena bremena. Jaz sem enkrat sanjala, da hodim proti domu z ruzakom, ki je naložen, natrpan z vsem. In to je bil moj ruzak, ja, in sem komaj hodila. In dejansko vem, da zadnja leta so bila močno povezana s tem, da sem odvrgla ali pa praznila ta ruzak, ki je povezan s potrebo po reševanjem drugih, veste, jaz sem dober človek, a ne? Ja, jaz sem dober človek, ampak ne več na račun svoje energije. Še vedno sem dober človek, če postavim meje, ker to ne pomeni, da ne morem drugemu pomagati, če se utopim. Ne morem mojim otrokom pomagati, če sem mama, ki sem bolna, nemočna, nimam volje do življenja. Kako naj moji družini s tem pomagam? Ne morem niti leta, če bi se jaz utopila leta nazaj, a bi lahko vam pomagala narediti te korake, nemogoče. In verjemite mi, če ste zdaj v eni veliki godli in da ste do tukaj ali pa imate občutek, da vas že vleče kot živo blato noter, zgrabite priložnost, vpišite se na tale tečaj, ki ga pripravljam, imate povezavo spodaj in boste videli, da boste dobili novo moč, da se rešite iz tega ven in da naredite korak naprej. Tako da, ja, dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži, ampak res dovolite. Jaz sem poslušala zdaj pred kratkim ena sporočila iz budizma sicer.
Skrbi za svoje telo in zdravje, ker to je druga plat uspeha in bogatstva. Pomisli, koliko ljudi te ljubi in ne dajaj fokusa na ljudi, ki te ne ljubijo. Pomisli, koliko ljudi te ima rade. Če ne boš kontrolirala svojega uma, ga bo kontroliral nekdo drug. Delaj za službo in boš preživela. Delaj na sebi in si boš pridobila bogatstvo. No in dobesedno pri tem pomagam. Delo na sebi. Ne odreagiraj takrat, ko si izzvana. Odreži ljudi v tišini. Tvoja prihodnost te potrebuje, ne tvoja preteklost. Ampak preteklost nas zaznamuje, nas definira. In prav preko preteklosti, ko imamo rane, se zazremo v to rano, jo napolnimo z ljubeznijo, oprostimo drugim in sebi in gremo naprej. Strah je začasno čustvo, obžalovanje je trajno čustvo. Tvoja najmočnejša mišica je Draga dušica, bodi sebična s svojim časom. Mnogo ljudi si ga pač ne zasluži. Ne uničuj se dobrega v današnjem dnevu s tem, da premlevaš slabo od včeraj. Na izboljševanje tebe zavzame ves tvoj čas. Tako ne boš imela časa za obsojanje drugih, se pravi, da se ukvarjaš z drugimi. No, in to ti ponujam, tvoj čas, investiraj ga v sebe, naredi korak za sebe in boš videla tako spremembo, jo boš naredila, da prva stvar, kar bo, drugi okrog tebe bodo opazili, da si drugačna, da siješ, da imaš več svetlobe v sebi. In ta svetloba se bo širila naprej. In dajte tudi, ko čutim, če ta trenutek veliko teme okrog tebe, pomeni, da so te črne energije opazile tvojo svetlobo. Ne skrivaj se pred temo, ne postajaj temna, da je to stran, moram se skriti. Ker tudi ljudje se skrivajo za svojim telesom, ne moram narediti oblogo zaščito. Ampak odvrzi to, kar te bremeni in preko tega ti bom pomagala, preko tega tečaja, preoblikovanje, čiščenja notranjosti, kar se pozna na zunanjem telesu. In boš videla, ta tvoja svetloba bo slej, ko prej v tvoje življenje pritegnila ljudi, ki so ravno tako svetli kot ti. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in dovoli, da se tvoja ženska energija izrazi. Ker mi, boginje na zemlji, imamo svojo moč, ja, je ljubezen, ampak naša moč je v maternici, je v spodnjem delu telesa, je povezana z zemljo. In boste videli, drage dame, v sebi imamo toliko moči, toliko neverjetne moči. In jaz verjamem to, da tam, ko ti nekdo hoče na vsak način potlačiti, je to iz tolikih življenj povezana neka vez, ko ti je vedno znova oduzel ali pa oduzela moč. Zdaj pa dovolj, naredi enkrat konec temu, se postav za sebe in ja, jaz te bom naučila, kako to narediš. Tako da, zakaj? Vem, da te lahko to naučim, ker sem sama šla čez to. Samo zaradi tega. Ker ne govorim in naučim nekaj, kar jaz nisem dala skozi, ampak dejansko govorim o tem, da kako lahko narediš notranjo transformacijo s tem, da pogumno stopaš naprej. Tako da, vse dobro ti želim. In ja, če te pokliče jutri zvečer, prijavi se, začnemo o 8:30 s tem šolanjem transformacije. Lepo se me in uživaj.